Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru gostimo kolesarja Matevža Govekarja, ki je v začetku letošnje sezone nas opozoril z nekaterimi odličnimi rezultati na tekmah v Avstriji. Matevž, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi in hvala za povabilo v studio. Od letos nastopate za ekipo Tirol KTM Cycling Team in kot rečeno v uvodu ste že zabeležili dva odlična dosežka, eno zmago in eno drugo mesto. Predvidevam, da ste zadovoljni z začetki v tej novi ekipi. Ja, res. To je moje prvo leto, se pravi na kontinentalnem nivoju v kolesarstvu. Nastopam za tujo avstrijsko ekipo Tirol KTM Cycling Team. In ja, lahko rečem, da sem sezono otvoril kar uspešno zame. V bistvu moja prva zmaga na cestnih dirkah in potem še z drugim mestom. Ta zmaga ima mogoče še nekaj večjo težo, saj je bila dosežena po le enodnevnem premoru po vaši prvi večetapni dirki. Ja, tako je. Se pravi, v tistem tednu je bil kar pester. Dirkal sem 6 dni od celega tedna. Nastopil sem na dirki Tour of the Alps, ki je bila zame prva res taka težka prava dirka, na kateri je bilo tudi, mislim, da je 13 ekip Pro Toura. In ja, sicer tam na tej dirki nisem meril nekako rezultatsko visoko, je bilo bolj, da se naučim nekaj novega. Zatem pa se pravi en dan počitka, pa na avstrijski dirki lep rezultat, na koncu sem zmagal. Zmagali ste v ciljnem šprintu. Kaj je vaša specialnost? Ste bolj šprinter, bolj za hribolazenje? Ja, hribolazec verjetno nikoli ne bom. Kot zaenkrat mi kaže, sem tak hiter tip kolesarja. Se pravi, vse kar znajdem pri veliki hitrosti in na koncu lahko kar dobro šprintam, se pravi, v samem zaključku dirke. Če tule potegnemo vzporednico s trenutno najboljšim idrijskim kolesarjem Janom Tratnikom, sta po tej specialnosti zelo podobna. Ja, mislim, da so obedva bolj hitra kolesarja, močna. Mogoče je on bolj tudi specialist za kronometer, ampak jaz se sicer še nisem probal v kronometru movil. Sicer pa vaši začetki segajo bolj v gorsko kolesarjenje. Svojo športno pot kolesarja ste začeli v Mountain Bike klubu Črni vrh slabo desetletje nazaj. Kaj vas je pritegnilo v kolesarjenje? Ja, svojo kolesarsko pot sem začel v Mountain Bike klubu Črni vrh. V bistvu začetki so bili čisto preprosto iz zabave. Šport me je v bistvu pritegnil, šel sem na dirko in bil na prvi dirki drugi. Takrat sem še vzporedno tudi smučal in nekako prehod iz zimskega smučanja potem v poletni šport, gorsko kolesarjenje, nekako predstavljalo zame celoletno dejavnost, se pravi, da sem bil vse leto aktiven. In ja, na začetku je bilo vse bolj za zabavo, za druženje, potem pa je vsako leto postalo nekoliko bolj resneje. Tudi začeli smo dirkati zunaj, ampak ja, moji začetki so bili v gorskem kolesarjenju. Tudi vaši rezultati so bili že od začetka zelo dobri, s tem, da ste kasneje nastopili praktično v vseh kolesarskih disciplinah, tako cross country, enduro, cestno dirkanje, ciklokros, lani ste tudi osvojili naslov prvaka na velodromu. Torej, življenje brez kolesa za vas ne obstaja. Ja, res je. Kolesarjenje predstavlja velik del mojega življenja, se pravi vsako leto bi lahko rekel, da se še bolj posvečam temu. Je pa res, ja, da sem tekmoval že praktično v vseh disciplinah, razen downhill. Se mi zdi, da nekako tudi trendi kolesarstva trenutno gredo v to smer, da v bistvu tekmovalci so sposobni dirkati v različnih disciplinah in ti najboljši, naprimer kot neke svetovne zvezde, Van der Poel, Pidcock, so fantje sposobni biti na vrhu v gorskem kolesarjenju in prav tako zmagovati cestne dirke. Tako da verjetno nekaj je na tem, verjetno ti da veliko znanja, če obvladaš različne oblike kolesarjenja.
Katera od panog disciplin pa je vam najbolj pri srcu? Težko bi se odločil, trenutno bi v bistvu rekel, da mi je najljubša cestno kolesarjenje, ampak še vedno se rad usedem na gorsko kolo in predstavlja, ja, v bistvu nimam trenutno najljubšega, no. Sicer pa ste v gorskem kolesarstvu pustili tudi pečat v slovenski reprezentanci. Veliko let ste že član mladinskih reprezentanc. Ja, se pravi, v gorskem kolesarstvu sem bil večinoma stalen član reprezentance, nastopal sem na evropskih svetovnih prvenstvih. Nekako verjetno najbolj odmevni rezultati so bili še v mladinskih kategorijah na evropskem prvenstvu, ki se je vsako leto odvijalo v Gradcu. Zatem pa sem nekako začel s tem prenos s transferjem iz gorskega kolesarjenja v cestno in se nekako kombiniral. Zdaj, pri gorskem kolesarjenju gre za zelo individualni šport, medtem ko na cestnih dirkah pa vemo, da je ekipa ima velik pomen. Je bilo težko se navaditi na to ekipno dirkanje? Ja, dirkanje je kar precej različno, že če gledaš v sami osnovi dolžina dirkanja, se zelo razlikuje gorsko kolesarjenje, nekako strnjeno v uro, mogoče dobro uro dirkanja in tam si sam, je nekako vožnja od štarta do cilja, greš na polno. Zdaj, pri cestnem kolesarjenju je seveda nekoliko več taktike, treba je dirkati pametno, poskušati se pravi prihraniti čim več moči za sam finale, zaključek. Nekako pač moraš se učiti počasi, seveda zdaj še vsega ne znam, se še zmeraj učim, ampak je pa tudi lažje v bistvu se naučiti, če imaš prave ljudi okoli sebe, ki ti pomagajo, tudi se pravi z izbirami ekipe in ja. Kot rečeno, ste član ekipe Tirol KTM Cycling Team. Kako je sestavljena ta ekipa? Kdo vodi ekipo? Se pravi, ekipa je iz Avstrije, bazirana se pravi v samem Innsbrucku. Menedžer ekipe je Thomas Pup, on skrbi se pravi za samo promocijo ekipe in da seveda vse deluje kot mora, tudi se pravi pripelje nove tekmovalce, sklepa pogodbe nekako. Potem pa so tu še športni direktorji, ki je tudi bivši slovenski kolesar Gregor Gazvoda. Tudi zakaj sem se odločil za ekipo, je tudi bil velik del pomena, da pač imam nekoga, ki lahko z njim govorim tudi v slovenščini. Potem pa so še tu mehaniki, maserji, ki se sicer imenujejo iz tekme v tekmo, ni zmeraj ekipa enaka, potem pa še kolesarji. Po dosedanjem poteku pogovora predvidevam, da v prihodnosti se vidite bolj v cestnem kolesarjenju. To drži? Ja, mislim, da drži. Sam sebe pač nekako v zadnjih letih vidim, da so moje sposobnosti nekako, jih lahko bolj izkoristim v cestnem kolesarjenju. Zato verjetno se pač vidim nekako v cestnem kolesarjenju. Zdaj pa cilji pa bi rekel, kot mlad kolesar imam še kar verjetno nekaj let pred sabo, zato cilji so verjetno, da nekoč pridem se pravi na najvišje dirke, kot so Giro, Tour. Seveda je pred mano še veliko dela, trdega dela, pa veliko se moram še naučiti, ampak zakaj pa ne. Glede na to, da nastopate za avstrijsko ekipo, stanujete pa večinoma doma, kadar nimate tekmovanj, kako se pripravljate? Imate kakšnega partnerja za trening? Ja, v zadnjem času seveda imam lepo skupino kolesarjev, s katerimi treniramo. Vsi so seveda iz Idrije, tudi zelo dober kolesar Jan Tratnik, z njim veliko treniramo, pa potem Anže Skok, Simon Čibej. Nekako Idrija se mi zdi, da je odzmeraj ima kar velik stik s kolesarskim svetom, zato je v bistvu sam trening precej lažji, kot če bi bil iz nekega drugega dela Slovenije.
in v bistvu se lahko na same tekme pripravim zelo dobro. Verjamem pa, da tudi Tratnikove izkušnje, da vam kaj prenese svojega znanja in vam zna svetovati, kako se pripravljati. Ja, tako je, seveda. Z Janom je zmeraj fajn se malo pogovoriti, ker pač ima veliko izkušenj, tudi trenutno dirka na najvišji ravni in ve, kaj se pač tam dogaja, kako se prav tekmovalci na njegovi ravni pripravljajo. Zato je seveda dobrodošla vsaka beseda, ki deli z nami. Trenutno Jan Tratnik nastopa na dirki po Italiji, katera pa bo eno etapo gostila tudi delno v Sloveniji, v Gorici, Goriška Brda, in sicer v nedeljo 23. maja. Si boste tudi sami uspeli kaj ogledati to etapo? Ja, seveda. Takrat imam prost vikend, nobene dirke, zato bom zagotovo s kolesom se odpravil v Goriških Brd in si užival ogledal etapo in navijal in upal na zmago Jana. In verjetno se strinjate z mano, da zna biti takrat kar precej Idrijčanov, ki bo stiskalo pesti za Jana. Torej, s tem povabilom vsem gledalcem, da si ogledajo 15. etapo dirke po Italiji, bi tudi zaključil ta pogovor. Zahvalil bi se vam za obisk in vam obenem tudi zaželel obilo sreče v prihodnje in da se vam vaši cilji tudi izpolnijo. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za pozornost in vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov Studia Idrijskih novic.